V vsej šolski populaciji je po ocenah stroke med 3 in 10% nadarjenih. Te ocene se zaradi različnih definicij in kriterijev med državami močno razlikujejo. V Sloveniji natančnega podatka nimamo. Po zadnji 15 let stari raziskavi je skoraj četrtina nadarjenih učencev v 9. razredu osnovne šole, nekaj manj kot 40% vseh gimnazijcev in dobre 4% dijakov preostalih srednjih šol. Podatki, ki močno odstopajo od mednarodnih ocen. To je največ na svetu, ja. No in takrat smo tudi že dali prvo kritiko tega sistema prepoznavanja, kakor je, vendar se nekako ni to upoštevalo še do danes. Tukaj se pa zdaj pogovarjamo o tistih, ki zmorejo bistveno več kot ostali. Identifikacija se izvede lahko nekje najhitreje v 6. razredu osnovne šole. Ta nov koncept prepoznavanja in dela z nadarjenimi še vedno ni zaživel v vseh slovenskih šolah. 5 let po reviziji Računskega sodišča, ki je sistem označil kot neenoten, neenakopraven in neučinkovit, ni nobene strategije za delo z nadarjenimi, ne strokovnih podlag, ne analiz. Kdaj in ali bodo vse te stvari naslovljene? Prva odprava tega se je že začela, se pravi, mi strukturiramo. Torej bo šlo, ampak ne takoj. Ampak verjetno v prihodnosti. Kot kaže, brez konkretne časovnice. V zakonu o vrtcih se o nadarjenih ne govori, v kurikulum, ki je zdaj nov, se o nadarjenih ne govori, v pravilnikih, ki določajo normative, se o tem ne govori. Naša država ni prepoznala tega področja kot prioritetnega. Čeprav gre za mlade z nadpovprečnimi intelektualnimi in ustvarjalnimi sposobnostmi, ki bi ob ustrezni podpori lahko pomembno prispevali k razvoju družbe.